Z našim panelom je nadaljevali znanstvenikom in veteranom Prve svetovne vojne Maksom Samcem, ki ga bo pa predstavil dr. Željko Oset, doktor zgodovinskih znanosti, dolgoletni sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino. Prosim, doktor. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, verjetno se marsikom med vami zastavilo vprašanje, kako je Maks Samec povezan s temo zasedanja. Maks Samec je bil namreč kemik, biokemik, svetovno priznan raziskovalec škroba. Ukvarjal se je z lastnostmi koloidov. Pridelal ga je vodila teza, da so kemične in fizikalne lastnosti koloidov odvisne od atomskih skupin oziroma od molekularnih agregatov na njihovi površini. Ugotovil je, da se krompirjev in žitaric med sabo razlikujejo po svojih elektrokemičnih lastnostih. Za svoje delo je prejel številna priznanja, posebej bi izpostavil zaslužni križ reda Nemški orel prve stopnje. To priznanje je bil leta 1940. Gre za zelo visoko nemško priznanje. Zaradi tega priznanja so ga Nemci jeseni 1941 povabili, da se skupaj s Volksdeutscheri iz Ljubljane oziroma iz ljubljanske pokrajine preseli v Reich oziroma v Nemčijo. Samec je to ponudbo zavrnil, vendar si tudi ni zaprl vrat. Zato so ga nemške okupacijske oblasti septembra 1943 povabile, da zasede funkcijo župana, kar pa je tudi zavrnil. Zaradi tega priznanja in seveda zaradi teh ponudb, ki so bile znane komunistom oziroma po vojni oblasti, je bil po vojni odstranjen z univerze. Kot sem takrat temu rekli, je bil odstranjen ob čistki. Torej ni smel več predavati na univerzi. So mu pa ponudili kot uveljavljenemu znanstveniku možnost za raziskovalno delo na Kemijskem inštitutu Slovenske akademije znanosti in umetnosti. In tudi je tudi bil deležen precejšnje medijske pozornosti, predvsem zaradi rezultatov svojega dela. Maks Samec je izhajal iz meščanskega okolja. Njegov oče je bil župan Kamnika in tudi deželni poslanec. Dal je zgraditi tako imenovani Samčev prehod, to je prehod, ki danes povezuje stari del mesta s Šutno. To je bil včasih tak velik prelaz in njem so se živali smilde in je dal izkopati ta prehod, kljub velikom nasprotovanju meščanov. To družinsko idilo je prekinila njegova smrt, zato se družina morala znati po svoje in se navezala na družino od mame. Samec je tudi zaradi tega bil prisiljen k hitrejšemu odraščanju. Tako je po končani klasični gimnaziji v Ljubljani se odločil za enoletno služenje vojaškega roka pri 4. celovškem pehotnem polku v Ljubljani. Po odsluženem roku pa je začel študirati na Dunaju, kjer se je vpisal na filozofsko fakulteto. Študij je končal izjemno hitro, v 4 letih, z odliko. Tam se je pa v bistvu upal pa je, da bo zaradi svojih rezultatov deležen akademske kariere, vendar je mu to ni bilo omogočeno. Je pa želel ostati blizu akademskih krogov, zato je iskal službo na Dunaju in je tudi kasneje dobil na realki.
To pa je dobil tudi malo s pomočjo svojega hobija. Ukvarjal se namreč z balonarstvom, takrat pri pionirskih raziskavah vremena. In pri enem takšnem poletu je balon zanesel daleč stran in o tem so poročali dunajski časopisi in s tem si pač nekako dobil simpatije pri ljubnih plemičih, ki so mu potem pomagali priti do službe. Kot rezervist je bil mobiliziran med prvimi. Najprej je bil poklican oziroma je bil napoten v Dalmacijo, nato pa leta 16 pa na vzhodno bojišče v Galicijo oziroma takratne Karpate. Seveda je pa se ukvarjal z izvidniškimi poleti, zbiral podatke o vremenu, o položaju sovražnikovih sil in na enem takšnem preletu leta 17 je bil zadet v prsni koš in potem po zdravljenju je pa bil demobiliziran in se začel ukvarjati na Dunaju z raziskavami škroba. Nekaj predvsem zanimalo, kako zaustaviti procese propadanja hrane. Vlada je ta projekt odobrila, ker je pač nekako pričakovala, da bo možno doseči zelo hitre rezultate. Se je pa vojna prej končala in se je Max Samec kljub temu, da je imel zagotovljeno eksistenco na Dunaju, odločil za povratek v domovino, kjer je postal redni profesor na takrat novo ustanovljeni univerzi v Ljubljani. Kemija se je takrat predavala na 3 fakultetah, največ na tehniški fakulteti, potem tudi na filozofski fakulteti in na nepopolni medicinski fakulteti. Tukaj pa vidimo, sem pokazal, sta dva grafa na vrhu, na levi strani vidimo, kakšna je bila državna dotacija za vse 3 tehniške fakultete in tu vidimo, da je pač največ sredstev dobila tehniška fakulteta v Beogradu, kar ni presenetljivo, tudi na drugih področjih je. In pač na spodnjih 2 slikah je pa jasno, zakaj je temu tako. Na levi strani vidimo ljubljansko tehniško fakulteto v Baškrčevi ulici, ki je bila zgrajena z zasebnimi sredstvi. Na desni strani pa vidimo palačo tehniške fakultete v Beogradu, ki je bila pa zgrajena z javnim denarjem. Kot piše, kot je bilo zapisano v medijih, je bila to ena največjih stavb v Evropi. Še danes, če se sprehajate po Aleksandrovem bulevarju, je to res ena največjih stavb v Beogradu. Tukaj pa vidimo na desni strani, zgoraj desno, na grafu število študentov Ljubljanske univerze in potem tudi študentov, koliko jih je obiskovali tehniško fakulteto. Opozoril bi predvsem na tale porast tukaj, ki gre v drugi polovici 30 let. To je pač povezano tako nekako s težavam mladih pri iskanju službe, delno pa tudi politično. Mladi, mislim, kot je rekel v eni priložnosti Korošec, če boste tehniki oziroma če boste tehnična inteligenca, vas verjetno okupatorji ne bodo odpustili oziroma bodo z vami ravnali nekoliko bolj prijazno. Pač najprej na udaru seveda komunistična inteligenca. Tukaj so vidni prostori Kemičnega inštituta, to so na Veglovi, gre za kletne prostore. Potem, ko je bila pa zgrajena palača univerzitetne biblioteke, se je pa v bistvu je pa tudi Kemični inštitut del prostorov dobil v sami palači. Tukaj vidimo na desni strani postavitev temeljnega kamna za NUK. Samec ima pri tem precejšnje zasluge za začetek gradnje. V bistvu je
osrednja naloga rektorja je bila vedno, da uspe pridobiti čim več denarja v samem proračunu in potem samo izvedbo. In gradnja samega NUK-a se je zavlačevala od leta 1929 do 1936. In takrat je samec v bistvu izkoristil vse svoje formalne in tudi tako zasebne povezave in je uspel doseči začetek gradnje. Ena izmed osrednjih težav je namreč bila slaba nosilnost tal. In potem so pač delali preiskave in samec je pač uspel pridobiti ugodno mnenje. Na desni strani, vaši desni strani sem pa prikazan dokument. Gre za poročilo o volitvah rektorja leta 1935, torej takrat, ko je bil samec izvoljen za rektorja. Takrat je namreč prišlo do zelo velikega škandala. Za osrednji kandidat filozofske fakultete za rektorja je bil Jovan Hadži, vendar so se precej profesorjev uprlo njegovemu imenovanju oziroma izvolitvi. Ključni argument pa je bil, da v bistvu Hadži ne more postati rektor, ker ni Slovenc. In potem so se naredila dva tabora in to so ene izmed najbolj škandaloznih volitev v zgodovini univerze. In v tem naj omenim, da je v bistvu sedaj bil za rektorja Ljubljanske univerze izvoljen samo en tujec in to je Alojz Kralj, neposredni po vojni, pa še to po spletu okoliščin. Takrat bi moral biti Milan Vidmar, pa so pač je v glas rekla, ti si pa že bil, moraš več biti. In minister je takrat po volitvah odredil preiskavo. V preiskavi so pač ugotovili, da so bile storjene nepravilnosti, ampak da je pa izvolitev Maksa Samca za rektorja zakonita. No in Maks Samec je tudi v drugi polovici 30 let je oblast želela doseči pomiritev med jugoslovanskimi narodi. Zato je namenila več sredstev za kulturne ustanove in na ta način želela pridobiti soglasje za potrebne reforme. Tako se je takrat začel graditi NUK, tudi Kemični inštitut, ki pa ni bil zgrajen do druge svetovne vojne. Začel se namreč graditi leta 1939, potem je pa ostal pač nedogrjen, zato se ga je pač oprijela oznaka kozolec. Pač dograjen je bil po drugi vojni, leta 50, in zdaj bo pač na voljo filozofske fakultete po izselitvi Kemičnega inštituta oziroma tehnike. Leta 1940 je Maks Samec postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Na desni strani vidimo diplomo, vendar je zaradi protestov Josipa Plemeja, ki je pač takoj po njegovi izvolitvi odstopil, Maks Samec začel intenzivno razmišljati, kaj naj stori. Po posvetovanju se je odločil, da bo on odstopil in takoj po njegovem odstopu je Josip Plemej svojo odstopno izjavo priklical. Odstopna izjava je zelo kratka. Je pa potem, ko je bil ponovno izvoljen leta 1949, se Josip Plemej za kaj takšnega ni odločil. Je pač Samčevo izvolitev za rednega člana sprejel pač brez komentarjev. Tako, to je pač plakat, ki je bil lansko leto predstavljen ob 75-letnici Srzu in tudi je Samec na 3 mestih. Zadnjih je pač Pročelje, Palače, Novi Trg 3, kjer je sedež Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kariera po drugi svetovni vojni. Kot sem že omenil, je Samec izgubil možnost za delo na univerzi, vendar ga je pač prevzela
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ki je zanj ustanovila poseben kemijski inštitut. Osrednja naloga tega inštituta je bila raziskava plemenitenja oziroma izdelava domačega metalurškega koksa. Jugoslavija je namreč morala koks uvažati iz tujine, zato je pač potem namenilo obsežna sredstva za to raziskavo. Samec je pač uspeli so, ključni problem pri tej raziskavi namreč bilo, da jugoslovanski premogi imajo zelo visok delež žvepla. In kljub vsem poskusom, preiskavam tega deleža niso mogli znižati, da bi lahko potem izdelali domač metalurški koks. Ampak so morali še del premoga vseeno uvažati, ampak rezultati so bili pa finančno zelo spodbudni. Zato je samec tudi prejel več državnih priznanj, med drugim leta 1949 in leta 1950 Prešernovo nagrado. Tukaj vidimo, na tej sliki vidimo začasne prostore kemičnega inštituta SAZU v Selendrovi ulici, kjer je gostoval tudi Fizikalni inštitut SAZU. Potem leta 1949 so pa začeli graditi nove prostore, sodobno opremljene, v katere se je inštitut vselil leta 1953. Na akademiji so od leta 1949 izvajali tudi doktorski študij, ki se izvaja do leta 1956. Večina doktorantov je bilo z področja kemije in tudi na vaši levi je vidno svečano za obljuba novih doktorjev ob zadnji promociji. Kot sem že omenil, Max Samec kot ugledni znanstvenik je prejel številna mednarodna priznanja. Tukaj je samo nekaj tako za osnovnost. Hvala za pozornost.